22 ur, kdo to plačal? Dobar dan. Taka zanimiva situacija. Zdaj ravno kar prevzemam Opla Crosslanda. Pa zelo podobno kot Grandland, ki je malo novejši, ampak malo manjši, za eno konfekcijsko številko. O Crosslandu sem enkrat ali pa dvakrat že govoril, to se spomniš? In jaz ta avto že kar dobro poznam, ko mi čakam, da kakšno staro ne povem, ampak še prej. Veš, na cesti srečaš vse živo, ne? Redko pa srečaš kakšno tako zverino, da rečeš stari. Mes raje 1 meter stran stopil. 3, 4, zdaj. Sem po hitremu postopku malo na Google skočil. Otokar Cobra 4x4. Pa zdaj berem na obramba.com. Slovenska vojska za potrebe 18. bataljona za jedrsko, radiološko, kemično in biološko obrambo leta 2008 prevzela 10 lahkih izvidniških vozil Cobra 4x4. Pa se tako naučiš na internetu, ne? Namenjeno odkrivanju, prepoznavanju kemičnih bojnih strupov v neposredni bližini vozila in nadaljavo do 5 km. Zadeva je dolga 5,2 metra, to je na orank limuzina, tehta pa 6,5 ton. Kot sem rekel, amfibijsko vozilo, propeler, pa nima samo enega, dva. Pa mimogrede, dame in gospodje, fantje in punce, tisti, ki ste tako drugače povezani s Slovensko vojsko, to. Kaj bi mogel jaz narediti, da bi se enkrat v kabini znašel, pa da bi šli malo plavati? Pa le, kje ima roar, stari, no, mim sta sprednje šipe pa na streho gor. Placa na pretek pa nimajo tukaj nota? Nič, to je to, zdaj pa Opel na vrsti. Jo, evo tako, jaz sem se s Crosslandom par dni vozil, tako da imam precej dobro mnenje o tem, kaj mi je všeč, kaj mi pa ni. Tako da če bi je na sladko kisle odpičila. Za začetek, da je Crossland tak majhen SUV, v bistvu križan, to že veste. Pa da je del Oplove modelne ofenzive, ki se je že nekaj časa nazaj začela z Astro tudi. Ampak bistvo Crosslanda pa je v razmeroma skromnih gabaritih ponuditi čim več učinkovitosti, prilagodljivosti. Prva sladka, Opel je pokazal velikega poguma s tem, ko je odrezal merivo po eni generaciji. Veš, meriva je bil zelo simpatičen enoprostorček, ki se je veliko ljudem prekupil. Ampak trg se je odločil, da enoprostorci niso več toliko kul, kot so bili in da hočejo imeti nekaj drugega, da hočejo to. Jaz verjamem, da je Nemce bolelo, ker so morali odrezati merivo pa tista simpatična vrata. Ampak jim je uspel in zato da sta avto tukaj. Pa mimogrede, ti veš, da je Crossland prvi skupen projekt Opla pa Peugeota. In to se marsikaj tudi pozna, ne, ponovadi pri takih detajlih. Ključ je dober primer, veš, nič Oplov, pa čist Peugeotov. Pa podobno velja za tala stikala za head-up, do katerega itak še pridemo. Ampak, ki sem že glih odprl vrata, ne. Druga sladka, prostornost. Mislim, prostor. Tako ti bojo, nisem šel niti preverjati podatkov o tekmecih, ki jih je ogromen. Ampak takoj, ko sem se usedel sem, v drugo vrsto sem opazil, da paše med najbolj prostorne v segmentu. Prostora za noge, ogromen. Prostora za glave še več. Ne pozabi, da je ta avto 10 centi višji od Astre, pa že v Astri je dosti placa za glavo. Kar se pa kufra tiče, tukaj pa ni rekorderka, ni pa placa malo, to pa res. Pa še dvojen doma, lej. Je pa res, da ta občutek prostornosti značilen predvsem za drugo vrsto. Tukaj v prvi vrsti je prostora, kaj pa jaz vem, glih na to, kaj pri tekmecih. Tretja sladka, prilagodljivost. Vsake toliko časa imam feeling, da je okej, zgleda do zunaj kot SUV, ne, ampak do znotri pa kaj da je enoprostorc. Pa to ne govorim samo zato, ker je druga vrsta zicev prilagodljiva tako vzdolžno kot tudi po naklonu. Mimogrede, jaz sem sploh že zdaj razložil, zakaj je dobro, da je druga vrsta pomična. To ne koristi toliko potnikom druge vrste. To ponucaš takrat, ko hočeš povečati prtljažnik. Ali pa recimo sprednji sedež, lej, sedalni del je podaljšljiv. In to v tem segmentu ziher ni samoumevno, ampak, ko govorim o prilagodljivostih, ne govorim samo o prednostih, ki ponuja prilagajanje sedežev. Pač tukaj sprednji imaš recimo 2 USB vhoda, pa ne samo to, tudi telefon lahko polniš indukcijsko. Četrta sladka, tehnika. Tukaj si pa vsak vzame, kar si sam hoče. A so to le žarometi? A je to head-up zaslon? Ali je to OnStar za svetovanje pa pomoč od daleč? Zdaj, če ne veš točno, kaj OnStar je, daj malo pobrski po mojih testih Oplov za nazaj. On pa še tiste več ali manj standardne sisteme, od prepoznavanja znakov, pametnega tempomata, pa kupenih drugih stvari. Je pa res, da ta avto že v osnovi kar dobro opremljen, kar se tiče varnosti. Ok, prva kisla. Kot ti mi rekel, ta avto je razmeroma dobro opremljen, v bistvu je kar dobro opremljen, ampak tale plastika na zadnjih vratih. Come on, man. Druga kisla, zdaj, ko sem videl in vozil že Grandlanda X, vidim, da so imeli Oplovi oblikovalci vsem še malo lufta pri tem, ko so iskali dinamičen videz. Pa se ta videz je dinamičen, le ta karoserijski zavihek, pa lepo linijo kroma, pa vse skupaj je zelo razgibano. Ampak ne vem, no, nas gleda z tega kota tako pikico okoren. Mogoče so malo podoben BMW-ju i3, je tudi malo bolj skup stisnem pa dvignen. Tretja kisla, jaz zelo dobro razumem, komu je ta avto namenjen. Pa da v obzir jemlje družine pa njihovo slo po udobju. Ampak veš kva, v ovinkih bi se pa vsem lahko mečken manj nagibal. Ampak upoštevi to, da če večino časa voziš umirjeno, sploh čez ovinke, pol tega niti opazil noš. Peta sladka, veš, tukaj se pa nisem mogel odločiti, mislim, še zdaj le malo premlevam, ali bi izpostavil motor, zato ker je zelo živahen, pa glede na 96 kW, ki jih ponuja, tudi dosti varčen. Zdaj, če lahko zaupam potovalnemu računalniku, mi je v zadnjih 240 km ponudil med 6,3
pa 6,6. Glede na to, da se nisem kaj dosti trudil, da bi varčno vozil, pač vozil sem tako, kot sem vozil. Je to kar ok podatek. Daš vam in gre, če nisi nakurjen nad bencinarji, ker to je bencinar, 1,2 litrski trivaljnik, pa ima zmeraj na voljo še 2 dizla, ne, sem tisti mal dražji. Ta drug konkurent za peto sladko je bilo pa prijetno počutje med vožnjo. Mislim, takrat, ko se nisem hitro čez ovink peljal. Pa pa svojim avto je tak lušten, prijeten, predvsem pa ful dobro sedim za volanom. Mislim, se skoraj vsakmu avtu sedi razmeroma dobro. Ampak tukaj se mi pa zdi, da sem zelo hitro najdel en tak sweet spot in vsakič, ko noter sedem je v nulo. Veš, ko obstaja tudi avti, ko vsakič, ko se noter sedem mi nekaj ni, pa se vedno malo premaknem. No, tukaj pa tega ni bilo. Za konec te verjetno zanima pa še cena. Veš, Crosslanda lahko dobiš že tudi za manj kot 15 jurjev, ampak tale je pa opremljen z najmočnejšim bencinarjem. V bistvu so vsi 1,2 litrski, ampak ta tiska ima največ konjev, mislim kilovatov, 96. In to v osnovi pol stane dobrih 18 jurjev, tam pa še za 5 jurjev dodatne opreme. Je pa tako, če te ta avto zanima, se ne preveč obremenjuješ s ceno, ki ti jo jaz povem. Pej trajaš na konfigurator, pa si sestavil takšnega, kot tebi sede. Až kad doskrat ste čisto preveč hudi, pa pravite, 22 jurjev, kdo to plačal? To Opel je BMW, Ferrari je Porsche, pej sam na konfigurator, pa si tazga sestavil, kot tebi sede. Sem ne rabiš vse vzeti. No to sem hotel povedati. A še kaj? Po mojem ne. Ajde, čau.